Živijo, moje ime je David Urankar, verjetno me večina prepozna s televizije, ampak v življenju počnem še marsikaj. Predvsem pa se borim za to oziroma probavam živeti v trajnostnem življenjskem slogu. Kako? Hvala. Tako da ne dajem cukra v kavo, pa da probam jesti čim manj predelanih živil, kar se prehrane tiče. Poslujem digitalno in ločujem odpadke. Če ste za, spijem kavico, pol gremo pa na pot. Če se le da, se na pot odpravim peš, s kolesom, s carsharingom ali pa z električnim avtomobilom. In s tem skrbim za svoj ogljični odtis, tako kot recimo za to skrbijo v Telemachu, kamor se odpravljamo zdaj. Pri elektromobilnosti moraš malo premisliti, kam greš, pa predvsem, kje boš avto tudi napolnil. Pa smo prišli na Telemach, ker tako kot jaz zagovarjajo okolju prijazno delovanje, tudi svojo polnilnico in svojo elektrarno na strehi. Več o tem nam bo pa povedala Greta Ravnikar, ki je vodja korporativnega komuniciranja in odnosov z javnostmi. Živijo, zdravo. Zdaj smo videli in tudi v prihodnosti boste telekomunikacijski operaterji prevzeli oziroma prevzemate kar veliko vlogo, tudi kar se trajnostnega razvoja tiče. Ja, pri Telemachu se zadnjih nekaj let v sklopu iniciative Mislim zeleno kar močno osredotočamo na projekte in aktivnosti, ki so okoljsko in trajnostno naravnane. Skrbimo, da naše poslovanje čim bolj digitalno poteka, kar nam v bistvu optimizira naše procese in zmanjšuje porabo papirja. No, v sklopu digitalizacije naše stranke, uporabnike nagovarjamo, da preidejo na e-račun. Pred kratkim smo pa uvedli tudi storitev, da lahko plačujejo naše storitve prek spleta brez provizije. Eden večjih projektov je bila izgradnja in zagon sončne elektrarne na več kot 3000 kvadratnih metrih veliki strehi naše poslovne stavbe, s katero bomo v enem letu zmanjšali ogljični odtis za 125 ton. No, z njo bomo zmanjšali tudi stroške porabe električne energije in pa v bistvu z energijo, ki jo proizvedemo, polnimo električne avtomobile, ki so del našega voznega parka. No, takih projektov je še kar nekaj, od ločevanja odpadkov, uporabe recikliranega papirja, kuvert, uporabe papirnatih vrečk, do uporabe v bistvu opreme, ki je energetsko učinkovita. V glavnem kar nekaj aktivnosti, s katerimi posredno ali pa neposredno vplivamo na zmanjševanje obremenjevanja na okolje. Všeč mi je, da podjetja razmišljate, kako čim manj obremenjevati okolje, in upam, da smo še koga navdušili za to. Telemach očitno misli zeleno in mislite tako tudi vi.